Je zanimiv, ker je zdaj nek taka Lawrence Stroll. Poznate, da je to? To je en milijarder kanadski, ki ima zdaj že, mislim, da drugo leto ima eno ekipo, oziroma on je Aston Martin je kupil in iz tega ven je zdaj tudi je ta njihova ekipa. Celo firmo ali on je kupil ekipo, ki tekmuje v fotbalu? On je najprej ekipo, pa zdaj je kupil Aston Martin. Firmo, ja. Ali samo za Formula 1? Ne, to je tako. Firmo. Wow. Ja, tako malo je kazalo tega ozadja. Aston Martin ti je cool? Tako, brand, kaj si brand? Avtomobili so mi ful lepi. To je James Bond. Tako, to je kao angleški Ferrari, ne? Ampak so pa, mislim, tam reliability, mogoče bojo zdaj kaj izboljšali, no, ampak ne vem, tudi McLaren ima nek tak slab sloves, no, kot sem bral te forume. Pa to. A ja? Ja. Sloves v Formuli 1 ali nasploh? Ne, nasploh. Od avto? Od avto, ja. Od avto. Lamborghini se je ful izboljšal, kot časih je Lamborghini verjel, ne, tako v 80-ih. Lamborghini. Okay. Ampak polk jih je Audi kupil, pač so Nemci prišli ufurali svoje quality control. Assurance. Ja. In je zdaj med boljšimi, no. Ampak Porsche še vedno. A res? Number one. Ja, itak. Aha, pol priporočaš Porsche? Ja, Porsche po... Za vožnjo, mislim, za hitro vožnjo. To v zadnjem času bi se veliko ljudi strinjali, da je Lamborghini najboljši. A res? Ja. Ampak na dirkališču ponavadi je imel Porsche rekord, tle v Nemčiji, Nürburgring. No, sej, to je tako, kakšne občutke ti da, ne? To je več. Koliko si jak, ko se voziš? A to je kak official lestvica? Ne vem. Ja, jaz sem bil, ko sem bil mali, sem si vedno želel Ferrarija. Nisem nikoli imel tako Lamborghini. Ferrari je full zgubo brand. Zdaj lih je bila ena raziskava in Ferrari je v zadnjem desetletju največ zgubo. Tako full za tretjino. A zdaj so kaj cnej? Ne, niso. To pomeni, novi avtomobili, ki jih Ferrari naredi, niso več toliko kvalitetni. Pa ne to. Na brandu so zgubili. Zgubili so na brandu. Prav ta, pač nekaj veš, če ti meraš... Koliko ljudi hoče, recimo, tako, Ferrarija. Če bi ti zdaj vprašal, ne vem, mlade ljudi, v kakšnem avtomobilu sanjate, je to šlo ful za Ferrari dole, ne. Lamborghini pa gor, ne? Ja, ful. Oni so tudi na social media, recimo, ima največji following. Ja, pa kriptoscena jim je ful, mislim, ne vem, koliko je to vplivalo na njih. Sam zihar je nič škodovala. Veš tako, v tej kriptosceni je ful bilo Lambo, ja. Ja, ne, pa hip-hop industrija, jaz ne vem, kdo ima Ferrarija v videospotu. Pač Lamborghini je Tako da to moraš ful, če si v marketing, nek brand manager, to moraš ful paziti. Prodajaš konjak, so isto Hennessy po furu, Rick Ross, da ti kle, napiš noter Hennessy, pa ti damo toka, ne. Pa tam v videospotu. To se ful zdaj je bolj pomemben, kot včasih. Ja, zanimiva anekdota je, ne, da pač Enzo Ferrari, ustanovitelj Ferrarija, ne. Jaz sem mislil, da je Lamborghini. Zdaj vas sploh ne bom povedal. Lamborghini je pa Ferrari. Ne, sploh ne bom povedal. Dejno, ne bi tu žaljen. Avtomobilski Vse veš, kam si prišel. Tukaj je hecanje tudi. Malte moramo hecati, no. Ne zdaj je to posebno. Dobar, bom povedal zdaj. Vse to bomo rezali ven, tako da. Ne zanima več. Zdaj bom saj nekaj zanimivega povedal. No. Prej vse je bilo brez veze. Itak je bila prva skuderija, Ferrari je bila ekipa v Formuli 1, ne? Okay. In pa so oni v bistvu zašli v neke finančne težave in je bila neka ideja, dajmo v bistvu avtomobile začeti prodajati, da bomo lahko financirali ta naš dirkaški posel, ne? In Enzo Ferrari je bil ful proti. On je bil tako, ne, to ne bomo delali, to je brez veze. Ferrari je čist na začetku bil fokusiran samo na tekmovanje v Formuli 1. Ja, dirkanje, na derkanje.
Wow, Ja. Se pravi, na derkanje in pol pač so ga prepričevali, da je to izhod, ne, da morajo začeti, ne, da to je zdaj močen brand in tako, dajmo prodajati, dajmo narediti avte, ki jih bo folk kupil in bomo s tem financirali ta naš dirkaški posel. Ne. In je on bil ful proti. Ne. In je še prav pol, ki so pač to začeli delati, pa ki se avto začeli prodajati, je on še vedno tako, v bistvu sovražuje klijente. Pač ljudje, ki so kupovali njegov v bistvu izdelek firme, jih je tako, jaz se nočem s tem ukvarjati. To je brez veze. Ne? In eni pravijo, da se ta duh nadutosti v temu brendu, da se še vedno nosi naprej. Kljub temu zdaj, da je to že ful dolgo po njegovi smrti, pa ni več. Tako, ampak da je bilo pač, da to kao še živi, veš. Da Ferrari je tako pač. Si ta, a je Pagani ali kaj že? Pagani, ja. Pagani. Gledal sem dokumentarc o tem, kako je on delal ta avto, kako se reče na H? Huayra. Huayra. Ja. Stari. To je pa rocket science. Ne? Ja. Mal tega vibe sem tudi čutil tam, ne. On je pač brezkompromisen. Njemu je vseeno, bo kdo to kupil ali ne. Pač on to umetniki. Ja, umetniki v bistvu. Ja. Sej, en moj dober prijatelj zdaj študira na tej dizajnerski šoli v Milanu, kjer velja pač za najboljšo institucijo, ki uči vse te hude dizajnerje. In je tako ful je dobro opisal, da v bistvu v avtomobilski industriji so res težko prideš nekam, če nisi čist passionate glede tega. Ne? Tako da so tudi veliko teh dizajnerjev zelo slabo plačanih in v bistvu vsi so v tej industriji zaradi ljubezni do avtomobilov, ne? Da drugače je zelo težko. Ne? Recimo za tega ta zadnjega Siana je en Hrvat, je glavni dizajner, Eminel Hodžić. Zunanjega dizajna? Ja, to se loči. Ja. Ker ta Slovenci je pri Audiju, ne? A Mercedesu. Pri Mercedesu. Ja, on kako je že vodja. Muha, neki taska. Ja, kako že njemu ime. Ti ne poznaš? Ne, ampak to redno ni ta isti, ker tudi, a ni tudi G-klaso en Slovenc dizajniral, Mercedesov. Ja, on je zdaj v bistvu vodja tega njihovega zunanjega dizajnerskega oddelka. Ampak, a ni tudi en Slovenc takrat prvo G-serijo? To ne vem. Ja, to ne vem. Imam v smislu, da tudi G-serija je imela neki povezavo z nekimi Slovenci. To ne vem. Ampak tako, to se mi je zdaj ful zanimivo.